v takem neobremenjenem domačem vzdušju kakšno zelo resno reči o tistih več kot zelo resnih časih. To je ena debela knjiga, veste. To je ena težka knjiga, tako in tako. To knjigo sicer jaz priporočam, da se jo bere tudi v postelji, ker se jo da potem res prebrati. Ker če zaspiš, ti pade kaj na kepa, pa se zbudiš, pa bereš naprej. To je ena dobra plat te knjige. Druga dobra plat te knjige pa je, da je izredno pomembna. Da je izredno pomembna zato, ker je v njej resnica. V Sloveniji smo se navadili, so nas navadili mogoče, pa nas niso. Da mnogokrat izrečena neresnica postane resnica. Ko narodu enkrat tupiš v glavo, da je nekaj res, skoraj verjame, da je res. Ta knjiga ima zadnjo stran, tako kot vsaka knjiga. Na njej je objavljeno odprto pismo osnovne organizacije Zveze združenj borcev NOB Maribor, Ruše, Pesnica Ormož, iz nekega leta, v katerem predstavniki zapišejo, kako so prevarani, kako oni niso volili za to, kako je vse skupaj en velik, pa 3 pikce. Nadalje tukaj piše glagol lažejo in je klicaj. In potem je zapisano, da Zveza združenj borcev danes poveličuje simbole komunističnega režima in agresorske jugoslovanske ljudske armade, ter hkrati zatrjuje, da brez Zveze združenj borcev ne bi bilo slovenske osamosvojitve. Kot da je država, suverena, samostojna, neodvisna Slovenija nastala leta 1945. Jok bato odpade. Dokazi iz tistih usodnih dni pa izpričujejo verodostojno in kredibilno in neovrgljivo prav njihovo aktivno nasprotovanje odcepitvi Slovenije od SFRJ in njihovo aktivno nasprotovanje nastanku neodvisne, suverene, svobodne slovenske države s svojimi mejami. Kje začeti današnji pogovor? Mogoče moje prvo vprašanje takratnemu, že velikrat omenjamo, prvemu predsedniku prve slovenske vlade, samostojne Republike Slovenije, gospodu Lojzetu Peterletu. Kakšni so bili občutki takrat, ko ste vedeli dobro, kot je že prej predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Slavko Kvetič poudaril, da ste sami, da sicer imate za seboj plebiscitarno odločitev in narod, ampak da imate v nekem globalnem pomenu delanja države neko strahovito samoto in veliko več kot to, da imate okoli sebe laž, nasprotovanje, dvom in še enkrat laž. Kako je bilo delovati takrat v tistih časih in delati državo? Dragi prijatelji, soborci, gospe in gospodje, jaz bi se rad najprej zahvalil za vašo podporo takrat na začetku, ko je bilo treba glasovati za samostojno Slovenijo, za politično silo, ki je prišla na prve demokratične volitve s projektom samostojne slovenske države. Rad bi se vam zahvalil za zvestobo vsa ta leta in za to, kar ste storili danes, ko ste ustanovili območni odbor našega združenja za pregled. Ne dajem političnih komplimentov, ampak sem tega dejstva izredno vesel, ker to pomeni, da bo šla zavest o tem ključnem dejanju v teh krajih zaradi vaše zvestobe in vaše zavesti naprej in vam k temu dejanju čestitam in sem tega večera izredno vesel. Zdaj pa k vprašanju. V času, ko smo že prevzeli vlado in za katero je tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije kot najvišji organ sodne oblasti dejalo, da je postavitev samostojne izvršne oblasti, se pravi lastne vlade, ključen del resnične osvoboditve Slovenije. Gre za tisto sodbo,
ki se je jasno izrekla proti poveličevanju Tita s pomočjo označevanja ene od ljubljanskih ulic oziroma cest, pa če tudi vodi na Žale. In tam je Ustavno sodišče jasno povedalo, kaj je lahko simbol oziroma kaj ne more biti simbol samostojne demokratične Slovenije. Že prej je predsednik Metič povedal nekaj zadev, ki se jih velja zapomniti. In ena od ključnih zadev v mojem spominu iz časa, ko smo se pripravljali na osamosvojitev, je dejstvo, da kljub tako visoki udeležbi in močnemu plebiscitarnemu rezultatu za samostojno Slovenijo, smo se mi kar nekajkrat v ključnih trenutkih, ki jih bo gotovo gospod Janša mogoče še bolj preciziral, znašli sami. Kajti pa čeprav je bilo jasno, da skoraj datum, oziroma rok je bil postavljen, da moramo v 6 mesecih po plebiscitu državo tudi proglasiti. Čeprav moram že zdaj povedati, da vlada ni začela za osamosvojitev delati šele takrat. Na dan plebiscita nismo imeli samo pripravljene obrambne moči, imeli smo tudi večino denarja, če se ne bi nekaj zataknilo, bi imeli vsega. Torej, bila so v tišini in na varen način opravljena dejanja za zavarovanje te naše odločitve. Ampak, ko sprejemaš ključne zakone, ki so bili nujni za našo osamosvojitev na vojaškem področju z večino enega glasu ali dveh, a ne potem, torej tisto je bil občutek osamljenosti. Ko poslušaš ljubljanski radio, oziroma prvi radio Slovenije, da bomo travo jedli, dober dan žalost, dober dan revščina in podobne zadeve, se ne počutiš ravno zelo podprt kot predsednik vlade. Ko krožijo okrog vladne palače avtobusi in tovornjaki in še kaj, nekaj dni pred osamosvojitvijo, tega tudi ne čutiš kot izraz politične enotnosti. In ne bom razlagal, kdo je za tem bil. Dejanje, ki je bilo, oziroma dejstvo, ki je bilo že poudarjeno, na dan imenovanja oziroma izvolitve moje vlade, se je začel izvajati ukaz o odvzemanju orožja. Mi smo temu rekli razorožitev. In tudi smo jasno razumeli, da to pomeni tako rekoč že vojno napoved. Zadeva je bila izpeljana zelo taktično, zelo premišljeno, ravno na menjavi oblasti, na dan, ko stara vlada ni več kaj dost veljala in ko mi nismo še formalno prevzeli. Formalno smo prevzeli naslednji dan. Skratka, tisti dan se je zgodilo to dejanje, o katerem poroča ta knjiga na dokumentiran, verodostojen način z dokumenti. Ko takrat predsedstvo ni hitro reagiralo, se zopet nismo, oziroma že takrat se nismo počutili zelo podprte. Šlo je za ključno dejanje opustitve, bi rekel, ker pravi, da grehi so takih narediš, pa tudi so zadeve, ki jih ne narediš. Skratka, takrat je prišlo do ene take zame zelo zgovorne, pomembne opustitve. In zaradi tega toliko bolj sijejo imena, ki jim rečemo uporniki z razlogom, oziroma vsi tisti, ki so se temu razoroževanju takrat uprli. Bilo jih je nekaj, vedeli so, za kaj gre in z njimi smo potem tudi najbolje sodelovali in pripravili tisto, kar je bilo treba pripraviti, se pravi obrambno moč. Rad bi zaključil takole, čeprav vidite, da je veliko zadev, ki bi jih rad povedal, da enotnost, o kateri se je začelo potem govoriti o eni generalni enotnosti, torej tega nismo čutili. Mi smo čutili enotnost v času plebiscita, ko smo sprejeli sporazum, podpisali sporazum strank, kako gremo na plebiscit. Do njega ni bilo enostavno priti.
Bili so problemi zaupanja, zlasti, ko se je potiskalo prag udeležbe zelo visoko, ne. Ampak smo se zmenili in Demos je bil odprt, je hotel delati širino, tudi v vlado smo takratno, kaj je bilo še ZSMS, vabili, ne, pa veste, kako se je zgodba zaključila. Ne. In bi rekel, trenutek enotnosti se je nekaj časa dogajal ob napadu na Slovenijo strani JLA. Drugače pa politične enotnosti, o kateri se danes govori, jaz kot predsednik vlade in ekipa, ki sem jo vodil, nismo doživljali na tak način, kot se to danes govori. Ta knjiga je prva bela knjiga, to je prva zbirka dokumentov, ki dokumentira, kako je bilo z osamljenostjo oziroma kako je bilo z enotnostjo. Ne. Rekel bi še tole. Lejte, ko greš v tako zgodovinsko početje, pa ne bi rad bil general po dobljeni bitki, potem gre ponavadi za vse ali nič. Mi smo imeli takrat izredno podporo ljudi, strinjam se s predgovornikom, ki je rekel, če ne bilo Demosa, ne bilo plebiscita. Tudi mi danes ne tukaj nič zborovali. Ne. Preprosto osamosvojitve ne bi bilo. Ne. In te zadeve je treba razumeti in paziti, da se nam ne zgodijo novi miti utemeljeni na neresnici ali polresnicah ali potvorbah. Ne. Skratka, končam. Ta čas je bil zahteven, večkrat smo se dejansko čutili same, ampak vlada kot edini, jaz bi rekel, res enotni organ oblasti, kajti v parlamentu je bilo razmerje, kakršno je bilo, smo imeli večino, ampak, kot sem rekel, z glasom včasih več. Ne. Predsedstvo veste, kakšno je bilo in kako je reagiralo. Torej, vlada je kljub določenim težavam ali kakšnemu ministru je v celoti opravila svoje delo. Trdim, da je bila najbolj enoten organ oblasti, ki je delal projektno, čeprav nas je bilo 27. Torej, tam pa sem v večini trenutkov čutil enotnost in to je bilo tudi bistveno za naš uspeh. Gospod Janez Janša, danes je bilo že omenjeno, da bi mirne duše lahko in vas in kolege in predvsem ljudi, recimo, ki so v Kočevski reki z živim orožjem, brez mask stali pred kamerami svetovnimi, lahko razglasili za teroriste. Gospoda Lojzeta Peterleta, kateremu je pa všel zgodovinski stavek, danes mi je zadišalo po slovenski vojski, pa vklenili in odpaljali. Če, 3 pikice, kaj hočem, kam napeljujem, kaj hočem povedati, kaj hočem vprašati. Modrost je bila tudi izredno odločilna v tistih odločilnih časih. Modrost, katero danes zanemarjajo, blatijo in jo omalovažujejo in ponižujejo na raven nečesa, kar ni človeka vrednega. Modrost je bila tako poleg poguma in znanja izredno pomembna. Gospod Janez Janša, našli ste modus vivendi za manevrsko strukturo narodne zaščite. Kako? Najprej lep dober večer, sem skupaj. Srcem, verjamem. Ne, gledajte, ta knjiga, ki jo držite v rokah, bo verjetno postala težka. Ne. Tekom tega večera, tako in drugače, je zbornik dokumentov. V tem zborniku je veliko odgovorov na vprašanja, ki so doslej tlela več ali manj pod površino. Odgovor na to vprašanje, ki ste ga postavili, v tej knjigi ne bo, ker pač mogoče to vprašanje oziroma ta odgovor ne sodi v belo knjigo, ampak kakšno drugo in tudi je. Recimo, jaz sem o teh stvarih več napisal v Premikih, da je šla prenovljena izdaja in kogar bolj podrobneje zanima,
nastanek manevrske strukture narodne zaščite, lahko to najde v tej knjigi, v tudi nekaterih drugih knjigah, ne nazadnje je šla tudi publikacija Albina Mikuliča, ki govori prav o nastajanju manevrske strukture narodne zaščite. Ampak najprej mogoče en dodatek k vaši gotovitvi, zakaj bi nas razglasili, če Slovenija ne bi zmagala v vojni. Za vse to in še za kaj več so nas razglasili, tako in tako, ne? Pred samim spopadom, pa tudi po njem. V tej knjigi je nekaj dokumentov, še več tega je bilo itak javno objavljeno. Jugoslovanski vojaški vrh, jugoslovanske komunistične oblasti so ne samo nas kot posamezniki, ampak tudi slovensko vlado, demos, se pravi slovensko politično večino v skupščini razglašali za secesioniste, za rušitelje, nam so očitali, da pač ustanavljamo paravojaške enote, čeprav jih nismo. Pripravljali so različne akcije proti nam, recimo na Novomeškem Klancu je čakala zaseda na Igorja Bavčarja in name, ki so nameravala na neko oddajo na hrvaško televizijo, to je bilo malo po pekrskih dogodkih. Takrat so udeležbo odpovedala, ne vem, kaj pa šlo vmes, če bi šla, bi verjetno takrat se nekaj zgodilo, ne. Poveljnik bataljona vojaške policije, ki je dobil nalogo, da tam postavi zasedo, je imel ukaz, da se naj zajame in takoj transportiral v Beograd, ne, na sojenje. Kako to izgleda, to smo 2 leti prej, oziroma 3 leta prej spremljali. Glede to, da takrat nismo potovali po cestah brez spremstva, ne, bi verjetno prišlo do spopada in vprašanje, kako bi se končal, glede na to, da je ta enota JLA, ki je pa s to zasedo postavila, imela oklepnike, mi pa navadne avtomobile, nekaj pištol. Enako spremstvo. Tako da, ne vem, nad mojo hišo, ker sem takrat živel v Grosupljem, je 10 metrov nad njo je nekrat lep del vojaški helikopter z posadko za desantiranje, samo hitra reakcija. Teh, ki smo jih imeli v zavarovanju, je pač preprečila verjetno ta desant, tako da tega je bilo veliko v smislu groženj, ne, skratka, to ni samo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi se stvar drugače končala. Lahko govorimo o tem, kaj se je dejansko dogajalo. No, ampak zato, da bi se mi izognili očitkom, ki so sicer vseeno prihajali, vendar pa jih ni bilo možno pravno utemeljiti, niti v takratni atmosferi in po takratnem pravu, smo slovensko obrambno moč pač gradili na striktno prej postavljenih ali dodanih pravnih podlagah. Zaradi tega smo nekajkrat spreminjali ustavo z ustavnimi amandmaji. Po eni od teh sprememb je jugoslovanska vojska napadla naš štab teritorialne obrambe in ga zasedla. Tudi prišlo do demonstracij v Ljubljani. Tega se verjetno marsikdo še spomni. Že prej pa smo manevrsko strukturo narodne zaščite naslonili na obstoječo zakonodajo, ki je obstajala v Sloveniji, ki je se namenjena formiranju nekih parapartijskih enot, bolj za zaščito prejšnje oblasti. Ampak pravna podlaga je bila in na tej osnovi smo potem razoroženo teritorialno obrambo formirali nazaj v neko vojaško strukturo, ki je imela pravno podlago in jo pač oborožili z orožjem, ki je ostalo v 14 občinah od 64 in z orožjem, ki ga je imela nekeviška policija, ter z orožjem, ki se ga je takrat dalo voziti, šlo pa je predvsem za lahko pehotno orožje. Tudi tisto orožje je bilo voženo strani policije, ki je bila pooblaščena za
uvoz orožja, se pravi, je bilo to tudi po takratni jugoslovanski zakonodaji dovoljeno, ne, seveda pa se to ni obešalo na veliki zvon, ne, če bi se za to vedlo, bi bila reakcija, kot je bila na Hrvaškem. No, in ravno na Hrvaškem so delali nekoliko bolj nemodro, ne, če uporabim to besedo, in potem ste lahko na beograjskih, tudi na naših televizijah gledali te filme o tem, kako se Hrvaško oborožuje, kako so ustanovili zbor Narodne garde, ki pač ni imel nobene osnove takrat v jugoslovanski zakonodaji, in s tem se je dalo tudi pred svetom relativno enostavno manipulirati. Ne. Tukaj so neke nacionalistične sile, ki se želijo odcepiti in ustanavljajo paravojaške enote in bodo to naredile silo in tako naprej. V Sloveniji smo se pač te nevarnosti, tudi tega, kar bo skoraj zagotovo prišlo ob udejanjenju plebiscitne volje in razglasitvi samostojne države in pomena zmage ne samo na bojnem polju, ampak tudi v propagandni vojni na prvem svetu. Tega smo se zavedali, zato smo naredili vse tako, da Slovenija niti v enem trenutku ni izpadla kot tista, ki je prvo uporabila silo, ki je prvo uporabila orožje in tako naprej, ampak smo se pripravili pelali v smislu obrambe. Razglasili smo državo, prevzeli smo efektivno oblast brez uporabe sile. Jugoslovanska vojska je reagirala silo in mi smo se potem branili. Če je vrstni red drugačen, bi bila verjetno tudi bitka v tej propagandni vojni oziroma zmaga v tej propagandni vojni težja. Tako pa se je svetovno javno mnenje po nekaj dneh obrnilo v našo korist. Skratka, te besede, ne, ki se jih vi uporabili, so se uporabljale tudi v mednarodnih medijih, tisti prvi dan vojne za Slovenijo. Tukaj so pač nekateri vplivni mednarodni dejavniki imeli neko shemo izdelano in tej shemi samostojne Slovenije ni bilo. Ameriški državni sekretar James Baker je obiskal Beograd, mislim, 22. junija 1991 in je rekel v kamero, ne, Slovenije ne bomo priznali, podpiramo enotno Jugoslavijo, vendar mora biti ta demokratična. To so velikrat tudi prej rekli, pa zaradi tega Jugoslavija ni postala demokratična, če bi verjetno bil razvoj dogodkov drugačen. Ampak tisti prvi dan, zaradi teh schem, so nekatera poročila, ključno z takrat najbolj vplivno internacionalno televizijsko mrežo CNN poročala o tem, kako v bistvu jugoslovanska vojska brani ustavni red in kako se je Slovenija nezakonito odcepila. To so bila prva poročila. Tudi italijanska poročila so bila podobna. Se tega skoraj nihče ni gledal. Danes pogledaš te posnetke, vidiš, da tudi prvi dan, potem smo bili napadeni, ko so bili na naših ulicah tanki, kakšne mednarodne vladne podpore strani vlad ni bilo. Stvar se je začela spreminjati kasneje zaradi relativno načelnega stališča krščanske demokracije takrat v Evropi, ker je imel Lojze svoje dobre kontakte in seveda zaradi tega, ker je več kot 1200 tujih novinarjev, ki so bili takrat v Sloveniji na licu mesta spremljali dogajanje in je videlo, kdo je tukaj agresor. To, da nekdo uporablja tanke, pa letala, bombardira letališče, pa vdajnike, pa kolone civilnih vozil, je pač težko prikazati kot neko akcijo za zaščito ustavnega reda. To je bil velik problem. Zdaj ne vem, če je v tej knjigi objavljen, mislim pa, da obstaja in bi ga bilo dobro dobiti dokument, ki ga je ameriški vojaški ataše poslal iz Ljubljane. Mislim, da prvi dan vojne, ko
se Slovenija ni vdala in ko je bilo jasno, da ta akcija Jugoslovanske armade ne bo tako enostavna. Takrat je ameriški vojaški ataše poslal v Beograd na ambasado depežo, ki smo jo prestregli in kateri je pisalo, tukaj v Sloveniji se stvari dogaja popolnoma drugače, ne, kot smo predvidevali. Treba bo spremeniti naš pristop, ne, svetujem čim prejšnji resni razmislek o tem. Ne. Ta prestrežna informacija nam takrat veliko pomenilo. No, če bo ta vojaški ataše je bil v Ljubljani nenajavljeno, ni se javil nobenim slovenskim organom, ne, je nekje v hotelu in je verjetno tam po svojih kanalih spremljal dogajanje. No. In tukaj v tej knjigi je še veliko poročilo o tem, kako so zahodne države spremljale dogajanje v času, ko se je slovenska osamosvojitev pripravljala, bodi si naših organov, tukaj tudi nekaj dokumentov strani hrvaških obveščevalnih služb. Takrat je bila nekaj izmenjava tega med slovenskimi in hrvaškimi organi, ker smo načrtovali neko skupno obrambo, ne, česar oni potem niso realizirali. So prekršili podpisan dogovor in izjavo obeh predsednikov republik. In je to zelo zanimivo branje. No, jaz moram reči, da zdaj, ko smo pač zbirali to gradivo in ko smo urejali ta zbornik, sem veliko stvari o dogodkih, ker sem bil zdrav, ne, prebral v tem smislu, kako so drugi to videli in kako se je zunaj kakšna stvar ocenjevala in rekel, to je priporočam to v branje, ker je pač to dokaz o tem, kako se tudi države in službe, ki imajo na tisoče zaposlenih, so tehniko na razpolago, stoletne izkušnje v državnosti lahko v neki takšni zadevi, kot je slovenska osamosvojitev, tako katastrofalno zmoto, 100% zmoto in popolnoma napačno ocenjujejo zadeve. To človek nikoli ne mislil, če pač tega ne bi videl na lastne oči. In mimo te knjige, s tem, ko čujem odgovor, priporočam branje tudi eno publikacijo, ki je šla da letos pomladi v Srbiji, dveh srbskih zgodovinarjev, ki govorita o vojni v Sloveniji. Moram reči, da je, ne glede na to, da gre za, pač, lahko bi rekli, drugo stran, to zelo korektna zgodovinska knjiga, ki korektno navaja tudi slovenske vere in je, rekel, bistveno bolj verodostojno branje o tem, kaj se je dogajalo v Sloveniji, kot pa če, ne vem, berete kakšen slovenski časopis ali pa kakšnega slovenskega zgodovinarja, ki danes piše o tistih dogodkih, ne, žal. Hvala. Prvi predsednik slovenske vlade, recimo jugoslovanske vlade, predsednik Ante Marković, nek pandan bi lahko potegnali ali tudi pa ne. Dve stvari sta zanimivi in tudi verodostojno z dokumenti opremljeni, z res kredibilnimi materiali. Jaz bom to imenoval Kravja kopčija. Nekega dela slovenske politike z Ante Markovićem, ko je prihajal v Slovenijo, ki je bila seveda v medijih slovenskih tistega časa prikazana popolnoma drugače. Boste kaj več povedal tem ljudem, veste, kam merim, najbrž veste. Ja, Marković, jaz mislim, da najprej ni... Prostite, predvsem me zanima, ne, bom še bolj natančno vprašal, ne samo Marković, ampak slovenska levica, ki je zganjala te po nekovaju za slovenski narod usodne naročije. Ja, na to temo se da veliko povedati in marsikaj se najde tudi v tej knjigi, ne, ki jo priporočam v branje zjutraj, ne zvečer. Ne. In pri vsej budnosti, rekel, boste videli od stvari, ki jih ne pričakujete. Ne. Tudi kakšne take, ki
jih danes malo z nasmehom jemljamo, nekako član predsedstva razpravlja z italijanskim diplomatom o nekih norcih, ki pripravljajo to in ono. Ampak večina stvari pa ni za smeh. Ne. Jaz ne vem, kako je mene doživljal Markovič. Jaz sem šel že maja na prvi sestanek Zvezdnega izvršnega sveta, kamor so bili povabljeni tudi republiški predsedniki izvršnih svetov. Šli smo skupaj z Mencingerjem in Krajncem, ker so bile take teme na sporedu, gospodarska politika. In sem takrat, torej če ne bi vedel do takrat, da Jugoslavije v bistvu ni več, bi moral to spoznati na tisti seji. Ne. Jaz sem tam slišal 6 različnih političnih govoric. Ne. Jaz nisem čutil nobene enotne Jugoslavije na tistem sestanku. Z Markovičem sem se večkrat dobil, včasih sva šla tudi z Janšo skupaj dol, ko je šlo za vprašanje rekrutov, včasih smo šli tudi v kakšni versi sestavi. On ni nič slišal na naš predlog, da se dajmo, po domače povedano, zmeniti, da se dogovorimo, kako ta razhod ali to razdružitev opravimo. Ne. Ustavni argument mu ni veliko pomenil, ker v ustavi iz leta 1974 je bila lepo zapisana pravica do samoodločbe in tudi pravica do cepitve. Oboje je bilo noter zapisano. Torej, mi smo imeli ustavno pravico, da to izvedemo in smo na tej podlagi tudi predlagali pogovore. Predlagali smo januarja skupaj leta 1991 skupaj s Hrvati tudi prestrukturiranje Jugoslavije v konfederacijo, ampak konfederacija pomeni, da je izhodišče samostojna nacionalna država. Skratka, jaz mislim, da je mene, ostajam še malo pri osebi, jaz mislim, da šlo Markoviču malo na smeh, kadar sem jaz s tem malim Learjetom preletel v Beograd, ne, in on spotujo z ne vem koliko varnostniki, takrat sem jaz enega, da je kaj zapisal, pa enega varnostnika, pa pilota, veliko več nas ni bilo, ne. Oziroma pilota sta bila. In jaz nisem imel, bi rekel, politične preteklosti. Ne. Mene so sam sledili, ker sem počel take stvari, da je bilo zanimivo za slediti, ampak torej za Markoviča nisem bil kakšna posebna postavka. In jaz mislim, da ni zares jemal zadev. Ne. Jaz sem njemu hodil razlagati, da je parlament sprejel odločitev, da rekrutov ne damo več in da bi rad to z njim predebatiral. Ne. In on njemu je šlo malo na smeh, pa je rekel, pa kako si to ti Lojze zamislil, je rekel, ne veš. No, dobro, zdaj pa imamo bolj na tale resnejši del junija. Junija je prišel Markovič, da se datum natančno spomnim, je tam zapisan, ne. 5. ja. Ne. Mi smo imeli eno mučno srečanje z njim na vladi. Ne. Bi rad enkrat prebral še tisto, kako je to izgledalo. Malo smo se tudi ponavljali, ne. In se, kako bi rekel, nismo hoteli razumeti. Ne. In on je tisti dan obiskal potem tudi tiste, ki so mu bili bližji, ali tiste, na katere je upal, da jih bo lahko potegnil v svoj projekt. Ne. Treba se zavedati, da je bil drug človek njegove stranke, je bil Slovenc Živko Pregler. Ne. In da je bil še kdo drug v tej stranki, ne. Če se ne motim, tudi Rado Bohinc. Ne. In še kdo, skratka, mi smo imeli močno slovensko, jugoslovansko linijo, ne. In s temi ljudmi smo tudi komunicirali. Ne. In ko je bil Markovič takrat na seji z nami, ne, na tem obisku v Ljubljani, je rekel, niko vas neče podržati in nečete dobiti ni $1. Ne. To se prav zapomnil, sem si zapomnil, kako je te rekel. Jaz sem bil v Ameriki, mislim, da je bil Živko z njim tudi, in rekel, to nihče vas ne bo podprl. Ne. On je prišel, rekel, z dost težkimi besedami, čeprav jih je povedal na relativno miren način. No, in iz te knjige boste videli tudi vsaj nekaj popisov oziroma informacij o tem,
kam so bili usmerjeni tile pogovori z recimo pogojno našo levico, ne, in kako je to Marković zastavil. Mi smo se pa zvečer videli še v Vili Podrožnik, kjer je bil tudi general Brovet, ki je navzven celo deloval bolj nekako kompromisno, nekako izgledal, kakor da je on zastopal to, da naj bi se vendar kaj zgodilo, ampak smo potem videli, da sta bile to dva izraza pravzaprav iste govorice, istega koncepta. Ne? In smo potem tudi videli, kaj se je zgodilo. Ne? Skratka, tudi torej, mi nismo takoj vsega zvedeli, kako so ti pogovori potekli, ampak dejstvo je, da si potem tisti, ki jih je Marković nagovarjal, rekel, niso šli tako daleč, kot si je predsednik Zveznega izvršnega sveta želel. Ne? So bila pričakovanja oziroma načrti malo drugačni. Ne? Je le levica ocenila, da ne bi kazalo vstopiti v igro na tak način v tistem trenutku, ne? Češ se bo itak potem pokazala boljša prilika, vse se bo sfižilo. Ne? To pričakovanje je bilo in mislim, da iz te knjige se da to razbrati. Ne bom govoril še o kakšnih drugih detaljih, berite knjigo. Hvala lepa. Gospod Janša, bilo je omenjeno začetki snovanj, tisočletne sanje, svoja država, proces proti četverici, Majniška deklaracija. Zelo zanimiva bi bila recimo debata o deklaraciji za mir. Pa ne bom to vprašal, ker sem že nekaj nakazal, kako je levica nasprotovala, dejansko nasprotovala in metala polena v kolesje osamosvojitvenih procesov. Ampak potem pridemo do veleizdaje. Potem pridemo do famoznih 3 datumov, 15., 16., 17. maj, zakaj jih tako apostrofiram, skoraj nenavadno, pa je iz knjige tudi res verodostojno razvidno, se z današnje optike nekega zrelega človeka, nekega zrelega časa, neke zgodovinske distance, zazdi človeku prebirajoče se to, da še vedno živi človek, ki veselega, razposajenega, malo karikiram obraza, hodi po Sloveniji na več kot 110 kosil nedeljskega dnevnika in v kamere govori, da ni nič vedel. Da ni vedel 15., da ni vedel 16., da ni vedel 17., majte ne še ne bo vedel ne 18., ne 19. Mimogrede v knjigi je jasno zapisano, da so orožje oddajali tudi še 19. maja, čeprav je bil že takrat ukaz predsedstva, da se to ne počne. Govorim o razorožitvi, govorim o veleizdaji. Lepo prosim, kaj več o tem. Ja, zdaj, razorožitev slovenske teritorialne obrambe v tistem delu, kjer so sodelovali ali pa posredno to dejanje omogočili tudi domači slovenski ljudje, je bila veleizdaja. To ne samo zato, ker sta to rekla Ivan Oman pa Jože Pučnik, ampak ker dejstva govorijo o tem. Zato, da bi to ravnanje postavili zgodovinski kontekst in ga razumeli, moramo verjetno poseči en korak nazaj v to vprašanje slovenske enotnosti oziroma neenotnosti glede osamosvojitve. To, kar je že gospod Peterle prej govoril. Plebiscitni rezultat kaže, pa kot je rekel že prej tudi on, tudi atmosfera, ki je bila v Sloveniji, recimo ob napadu na Slovenijo, da smo bili Slovenci ali pa da je bil narod, da je bilo ljudstvo enotno. Enotno v zelo veliki meri. Ni bilo 100% enotno, tudi plebiscit ni bil 100% za, ampak je bilo enotno 90%. To je možno dokazati, ker je tak rezultat plebiscita. Ampak vseeno, več kot 200,000 ljudi na plebiscit ali ni prišlo ali pa je glasovalo proti. To je še vedno pomembno število. To je še vedno pomembno število pri tako usodni odločitvi, ampak kljub temu je ta ljudska enotnost bila velika. V politiki pa temu ni bilo tako. V politiki pa
je ločnica tekla med temeljno listino in Majniško deklaracijo. Ta ločnica je pravzaprav obstaja še danes. Ta ločnica se danes vidi v povzdigovanju teh bivših jugoslovanskih simbolov, to jugonostalgijo, vsemu temu, kar lahko še vedno spremljamo. Ne. To izhaja iz te takratne delitve duhov. Ne. V Majniški deklaraciji, ki je bila prebrana v začetku maja 1990, so kasnejše Demosove stranke in številna civilno-družbena gibanja od društev pisateljev naprej zapisale, da Slovenci živimo živeti v samostojni in suvereni državi slovenskega naroda. Temeljni listini, ki so jo pa takrat socialisti, pa komunisti, pa ZSMS deloma, ne pa v celoti podpirali, je pa pisalo, da se zavzemajo za Jugoslovansko konfederacijo oziroma za življenje v Jugoslaviji. In potem, ko so bile tiste prve svobodne volitve, Demos nastopil z jasno prvo točko oziroma drugo točko svojega programa, prva je bila demokratizacija, druga osamosvojitev in suverena Slovenija. Zdaj, tisti, ki so nastopili na volitvah na drugi strani, tega niso. Znana je izjava Milana Kučana iz tistega časa, ki je rekel, da o odcepitvi Slovenije on težko celo razmišlja in da to nikoli ni bila njegova intimna odločitev. Ali izjava Janeza Stanovnika za beograjsko politiko, ko je dejal, da bi bila osamosvojitev Slovenije samomor. To je zelo velik naslov potem. Mislim, da je tudi v tej knjigi so dokumenti. Pa še Potrčeva izjava za televizijo, da nikoli ni bila opcija komunistov svobodna, suverena država Slovenije. Ja, oni so tudi na svojem kongresu, konec leta 90, sprejeli nekakšno takšno resolucijo, da so proti osamosvojitvi. No, na volitvah je zmagal Demos, na predsedniških volitvah, ker nikoli bomo vedeli, kako se je dejansko štelo, glede na to, da so vse volilne komisije stare, brez tega, da bi jih lahko nove stranke predlagale. Je pač večino dobila, kot smo takrat rekli, stranka socialističnega samoupravljanja, tisti, ki so pač bili na drugi strani Demosa in ta kohabitacija je bila težka. Je bila težka in že na samem začetku se je pač pokazalo, da predsedstvo in predsednik predsedstva, to je bil Milan Kučan, ne boste izpolnjevala Demosovega programa, ampak da se bodo zavzemali za tisto, kar so nazadnje tudi jasno zapisali v tisto temeljno listino. Seveda iz tega je potem prišlo konkretno ravnanje. Prvo takšno konkretno ravnanje je bilo omogočanje razorožitev slovenske teritorialne obrambe. Do te razorožitve je prišlo v času, ko nove vlade še ni bilo, oziroma ni bilo operativno točno na tisti dan. Vendar je pa predsedstvo Slovenije priseglo že teden dni prej. Predsedstvo Slovenije je imelo pooblastila za upravljanje s teritorialno obrambo. Je bilo delni poveljnik, predstavno zelo deljen z Beogradom, ampak brez soglasja predsedstva se ni smelo narediti s teritorialno obrambo nič. In na razorožitev, ko se je začelo dogajati, enostavno niso reagirali. Sem že večkrat obudil ta spomin, ko smo takoj po zaprisegi in konstituiranju prve vlade, takrat v skupščini, ko so delegati zbora občin, ker je bilo veliko takratnih županov oziroma predsednikov občin, prihajali in so rekli, nam pa pobira orožje teritorialne obrambe, kaj ćemo narediti. Poveljnik je prišel prav, da bomo ukaz jutri ali pa danes moral dati. Naprej. Takrat smo se dobili pri takratnem predsedniku skupščine Francetu Bučarju
Tam je bil poleg njega še predsednik predsedstva, predsednik vlade, minister za notranje zadeve, oziroma takrat še sekretar, jaz pa mogoče še kdo. No, in se spomnim, da smo vsi razlagali to, kar so nam povedali, kaj se dogaja. Ne. Vsi smo nekaj vedeli o tem, edino Milan Kučan ni nič vedel. Ne. On je rekel, razorožuje teritorialno obrambo, prvič slišim. Mislim, da je bilo to okoli enih dveh popoldne tisti dan. No, potem, ko sem jaz prevzel resor, smo zahtevali občinskih štabov za teritorialno obrambo poročilo o tem, kdaj so dobili ukaz za razorožitev in koga so obveščali. No, in iz tistih poročil je bilo jasno, da je večina teh občinskih štabov obveščala naprej, jasno. Nek poveljnik občinskega štaba v neki občini, ki je dobil ukaz, da preda orožje, mislim, da skoro ni bilo nikogar, ki ne bi obveščal oblasti, ki je obstajala više, in takrat je obstajalo pač predsedstvo, ki je bilo po slovenski ustavi poveljnik oziroma sopoveljnik teritorialne obrambe in mislim, da je večina teh poročil tudi v tej knjigi in iz njih vidite, kdaj so bili tisti, ki so trdili, da nisem čvedli obveščeni. Potem imate v tej knjigi tudi dve uradni poročili predsedstva, ki je predsedstvo poslalo takratni skupščini o razoroževanju in v enem poročilu je navedlo en datum, v drugem poročilu pa drug datum, 2 dni kasneje. Skratka, velikanska zadrega se vidi iz teh dokumentov o tem, kako bi zakrili dejstvo, da so bili obveščeni o razorožitvi in da niso nič reagirali. Jaz sem pripričan, da ne samo, da so bili obveščeni, oni so ta termin usklajevali. Ta termin so usklajevali in naslednji dokument, ki pač potrjuje to tezo, je tista vojna napoved, ki je bila 27. junija poslana v Slovenijo s podpisom generala Kolška. Ta vojna napoved ni bila poslana vrhovnemu poveljniku oziroma predsedstvu republike ali pa predsedniku, prav Milanu Kučanu, ki je imel vse pristojnosti, ampak Lojzetu Peterletu, predsedniku vlade, ki ni imela poveljniških pristojnosti nad teritorialno obrambo in vlada ni mogla odločiti, da se vdamo, kot so tam zahtevali. To je lahko odločilo predsedstvo oziroma kvečjemu skupščino. Skratka, tam so zadaj potekale neke komunikacije, ki so, ko zdaj beremo te dokumente, jasen dokaz za dvojno igro, ki se je takrat vodila. Zdaj, v ozadju in tukaj zdaj zaključujemo odgovor z dopolnitvijo tega odgovora na to srečanje z Markovičem. V ozadju je nek premislek te stranke socialističnega samoupravljanja oziroma komunistov, kakorkoli so se že preimenovali in nastopali v 3 različnih izvedbah. Malo mlajši, malo levi, malo desni. Takrat v parlamentu 3 stranke so pač imeli. Oni so, potem ko je Demos sprejel odločitev za plebiscit, ko je bilo jasno, da večina ljudi v Sloveniji podpira takšno odločanje o samostojnosti, temu niso odkrito nasprotovali, so skušali to zavirati in tako naprej, tudi nekaj o tem je napisano, ampak ko je bilo jasno, da bo Demos tak zakon sprejel z njimi ali brez njih, temu niso nasprotovali, so glasovali za takšen zakon in takrat je zgledalo, kot da je slovenska politika enotna. Potem pa je sledilo tisto 6-mesečno obdobje, ko je slovensko vlado dobilo ukaz ljudstva, da pripravi in izvede osamosvojitev. V tistih 6 mesecih pa se je seveda ta politika iz temeljne listine nadaljevala. V tej knjigi imate eno poglavje, ki govori o tem, kakšna je bila razprava in glasovanje o ključnih odločitvah, ki so omogočili, da se je Slovenija osamosvojila. O zakonu o obrambi, obrambnem proračunu, ustavnem zakonu, zakonu o vojaški dolžnosti. Vse te akte smo sprejeli z enim ali 2 glasoma Demosove večine. Če katerikoli od teh aktov ne bi sprejet, bila slovenska osamosvojitev pod velikanskim vprašanjem. Pod velikanskim vprašanjem verjetno
je ne bi bilo možno izvesti, ne? Ker potem tudi naslednjih, če ne bi ustavnih amandmajev sprejeli, ali zakon o obrambi, ki je bil krovni zakon za številne druge priprave, bi šli lahko domov. Ne? Oni so, skratka, potem, ko je bila plebiscitna odločitev sprejeta, delali na tem, da bi bila razglasitev samostojne slovenske države operetna osamosvojitev. Temu so tako tudi rekli. Ne? Tudi parlamentu, ko smo tako srečevali še posebej te bolj gajstne poslance za SMS, oziroma liberalnih demokratov, so tako se zafrkavali, oziroma so tako podcenjujoče vpili za nami, kaj pa boste naredili, ko bodo prišli tanki, da dajte no, ne. Nič ne bo z tega. In tako so, podobno so tudi govorili za govornico in veliko teh razprav je tukaj. En od najbolj agresivnih proti osamosvojitvi je bil sedanji obrambni minister, Roman Jakič, ki ga je celo general, oziroma polkovnik Aksentijevič večkrat pohvalil, češ, da tako dobro, kot je on povedal, on niti ne zna, da je pa enakih misli. Dejstvo, da je tak človek danes na čelu obrambnega sistema, je res velika želitev za slovensko vojsko in smo res daleč prišli. Veliko se je povedalo s tem, ko so njega postavili na to mesto. Ne? Skratka, za par glasov je šlo, no? In tega se Slovenci ne zavedamo. Ne? Veliko, ne samo pri nas, ampak tudi veliko drugih pomembnih odločitev, recimo v zgodovini, je bilo sprejeto za las. Ne? Recimo, ameriški kongres je po ustanovitvi Združenih držav glasoval o tem, kateri jezik bo uradni, ne, v Združenih državah. Ne. In angleščina je zmagala pred nemščino za en glas. Čelo drugače bi lingua franca danes bila nemščina, ne bila angleščina. V začetku prejšnjega stoletja, ko je odbor glasoval o tem, kje bo prva slovenska univerza, ali v Trstu ali v Ljubljani. Ne. Za 2 glasov je zmagala Ljubljana in to zato, ko sta 2 delegata z Gorice zamudila, ker je ne vlak zamudil. Tako da, takšnih glasovanj je bilo veliko. Slovenija pač ni izjema s tem, kar je predstavljeno v tej knjigi, s tem, da so to bila res usodna glasovanja. To so bila res usodna glasovanja in šlo je dejansko za lasno. In tudi ta pogovor z Markovičem, prej sem napačno rekel, mislim, da je bilo to 12. junija, je pač dokaz, da je takratna slovenska opozicija, ki danes govori o tem, ko smo bili vsi enotni in vsi za, mirno računala na to, da bo prišlo samo do razglasitve samostojnosti, ne bo pa Slovenija sposobna, ne bo slovenska vlada sposobna efektivno prevzeti oblast. In v tej knjigi je objavljen neki strani iz spominov Anteja Markoviča, on je napisal spomine, oziroma jih je njegov pijarovc napisal, pogovore z njim. Ta knjiga je šla že dolgo nazaj. V Sloveniji je podlisku izhajalo v Mariborskem večeru. Ne vem, če cela, no, ampak ta del je išel. No, in Markovič opisuje, kako je on prepričeval slovensko opozicijo. Naj vendarle pred 26. junijem 1991 naredi vladno krizo, vrže vlado in s tem preprečil samosvojitev. Zdaj oni, Ciril Ribičič, Potrč, Školč in tisti, ki so bili takrat na čelu teh strank, so mu rekli, da se jim to ne zdi pametno, da bi to sicer verjetno lahko storili, ker potegnejo samo eno stranko iz koalicije in bo vlada padla, na isti trik, kot ga so ga potem še velikrat uporabili. Vendar pa imajo boljši načrt in ta načrt je, da enostavno pustijo, da pač Slovenija razglasi samostojnost, Demos razglasi samostojnost Slovenijo. Iz tega seveda ne bo nič, Slovenija ne bo nihče priznal, efektivne oblasti ne bo mogli prevzeti. Tukaj še JLA, ki bo svoje naredila, so rekli. Ljudje bodo to
nekaj dni opazovali, potem bodo videli, da jih je Demos potegnil neko avanturo, nesmiselno avanturo, vlada bo padla in potem bomo mi reševali situacijo. Ne. To je bil njihov načrt, ki so ga razložili Markoviču, kar je on potem tudi napisal. Ne. In potem je tukaj še en citat oziroma dokument iz knjige, ki je napisal kasnejši italijanski minister, takrat pa je bil sekretar italijanskih socialistov Piero Fassino. On je napisal eno knjigo pred leti z naslovom Iz strasti, kjer pač opisuje svojo politično pot in govori tudi o srečanju, ki ga je imel z Milanom Kučanom in Cirilom Ribičičem takoj po začetku napada na Slovenijo, ko je bilo že jasno, da to ne bo tako, da ne bo to samo operetna zadeva, da se zna Slovenija vendarle obraniti in je tovariše prijela panika, nekaj pa če vseeno ratala. In on tam piše, kako sta ga Kučan in Ribičič rotila socialistična internacionala, pač njihova politika v Evropi ne prizna Slovenijo, oziroma kako mednarodnega priznanja ne podari slovenski desnici, direktno piše Fassino. No? Če to ni nekaj podobnega velezdaje, ne vem kaj je. Ne? To je en tak drugi akt po tisti razorožitvi, ki je pravzaprav dokazan, ne? Ker ne Ribičič, ne Kučan, Piera Fassina nista nikoli demantirala, ne? Nobenega popravka nismo nikjer videli, kakšnega zanikanja, to pa zaradi tega, ker ste se seveda bala, da bi on še kaj več povedal največ, ne? Kot pa samo ta dva stavka. Ne? Torej, zgodba o slovenske enotnosti je zgodba o enotnosti naroda, ni pa zgodba o enotnosti politike. Ne? Tista politika, ki je bila proti osamosvojitvi, je kasneje naredila vse, da bi tako ali drugače obdržala oblast ali pa večji del oblasti, in to je uspevalo, ne, vse do danes, tudi zaradi strahu, da bi enkrat njena vloga v času osamosvajanja ne prišla na dan. No, in ta bela knjiga je šla prepozno. 20 let. Ne vem, če 20 let, no. Nekatere dokumente, ki so bili zdaj zbrani, bilo najbolj mogoče zbrati tudi že prej. Ne. Nekterih pa ne, ker so, nekateri spomini so nastali kasneje. Ne. Hvala lepa. Na drugi strani. Gospod Janša povedal, je tudi kar nekaj faksimilov medijskih pričevanj tistega časa in niso enostranska, so polivalentna, so pa verodostojna. Tukaj mi je padlo v oči ime, ki je tako kot bi nekega Don Corleona, mafijskega italijanskega, pojmenovani Veno Carbone. Jaz verjamem, da ste imeli v času teh težkih časih, no, ko je bilo res treba imeti, kot ste enkrat v parlamentu rekel, to. In seveda ste imeli tudi ogromno, že prej iz mojih ust omenjenih polen v kolesje, pa krtov najbolj tudi, ne? Če je to metafora za ljudi, ki so nosili nekaj, kar naj bi bilo vsakomu normalnemu jasno, da se ne nosi nikamor. Prej ste omenil tak veseljaški skoraj pogovor akademika Cirila Zlobca, ki se mu mimogradini ni zgodilo, ostal je član predsedstva in celo podpredsednik SAZU-ja, z italijanskim kolegom, oziroma ne kolegom, diplomatom je pa govoril, tako kot jaz svojo staro mamo, kaj bova kupila v mlekarni, on pa kako se bomo mi osamosvojili, kdaj bodo določeni dogodki. Gospod Veno Carbone je seveda, ima tudi pravo ime in pravi priimek. Ja, to je eden od izrazov takratne situacije oziroma različnih akterjev z različnimi ocenami in seveda tudi z različnimi nameni. Mislim, da je to šlo v Dnevniku. Dnevnika seveda nismo videli ravno na svoji strani. Je Dnevnik. Ja. Tako da to je bila, rekel, bolj izrazita linija proti, če tako rečemo. Ne?
dobro, ni bil samo on, ne. To je bil del te druge strani, te atmosfere, ki seveda nas ni krepila. Ampak vendar so bili to primeri oziroma osebe, ki niso javno delovale ves čas, tako da, pa vendar bi rekel, če danes za nazaj pogledamo in ko boste to knjigo brali ali prebrali, boste videli, da je vseeno zadeva malo drugačna, kot se prikazuje, in da smo imeli pravzaprav težje razmere, težje okoliščine za izvedbo tega, rekel, ključnega zgodovinskega projekta. Jaz se danes za nazaj čudim, koliko, ko se reče, trdo kožo smo imeli. Ne? Prej sam nisem eksponiral dejstva, kako je izgledala zunanja scena. Janez je omenil nekaj krščansko demokracijo, ki je veliko prej priznala Sloveniji pravico do samoodločbe. Sem jo sam s kanclerjem Helmutom Kohlom 1. julija leta 90 pogovor, ki mi je mene osebno zelo opogumil, ker sem pri njem srečal izredno natančno razumevanje zgodovine, poznavanje zgodovine, pa tudi razumevanje tega, kar smo mi hoteli. In rekel, jaz nimam problema vas razumeti. In rekel, imam pa problem s kontekstom, ne s širšo zgodbo v jugovzhodni smeri. Ne, vse te stvari so popisane. Ne. Torej, Veno Karbone je takrat s tem zapisom nekako zaštrlev, ampak brez, bi tako rekel, pravega učinka. Ne. Ker že malce prelistavamo knjigo, se spomnil še nečesa, kar je mene takrat izredno presenetilo. Ne. In ta isti član predsedstva, ki je bil že omenjen, je silno problematiziral, ne on edini, ker ko smo imeli tako eno sejo razširjenega predsedstva, je bilo kar nekaj članov predsedstva, ki so nas svarili, da za božjo voljo naj ne bi preveč slavili tisti dan. Vse boste režali, ko boste brali to, kaj so povedali takrat, ne, pa ne preveč domačijsko, pa ne preveč nacionalno, dajmo to kot pa nečastne čete, dajmo to potiho, ne, pa tako naprej. Boste prebrali tam tudi nekaj o nekakšni najavi policijske stavke, če se ne motim, ne, to sem jaz zvedel naknadno, se pravi, da je bilo tudi to pripravljeno, drugače iz tega ne morem razlagati strani gospoda člana predsedstva Zlobca, ne. Skratka, danes, ne bi rekel, da je to ravno zabavno, ampak ko vse te elemente vidite, kot ljudi na tem delu, ne, pa vidiš človeka, ki je bil izvoljen in deli, kako bi rekel, neke čudne skrbi z nekim diplomatom. Skratka, boste videli, da je bilo kar zapleteno, ne, da ni bilo tako gladko, kot se zdajle predstavlja. Ne. In seveda krtov je bilo, jaz mislim, precej, ampak važno je, da so ključne linije tega posla tekle tako, kot je treba. Ne. Prej sem omenil že pripravo denarja. Ne. Tudi to je, mislim, da bivši finančni minister enkrat pojasnil, kako smo do tega prišli. Ne. So bile tudi kakšne zadeve, ki jih nismo delali direktno pod starimi ali novimi mikrofoni, ne, pa smo kakšno stvar naredili, ki je druge. Ne. In tisto je, kot je Igor Bavčar rad reče, je dihtal. Ne. Ni izraz čist slovenski, ampak natančno pove, za kaj gre. Ne. Ene stvari, mislim, smo naredili v zavarovanje profesionalno, imeli smo predane ljudi, ki so to tako naredili, ne. In so seveda dali velik prispevek. Ne. Gospod Janša, prosim. Zdaj, ko
že omenjaš te članke v dnevniku, ne vem, zakaj se izogibamo imenu. Veno Karbon je bil psevdonim. Neven Borak, ja. Ja, to je Neven Borak. Ne? To je oseba, ki je napisala vsak teden v dnevniku pač en dolg traktat proti slovenski osamosvojitvi in seveda ukrepov osamosvojitve in tako naprej, to je oseba, ki je uporabljala te termine, o katerih ste prej govorili, ne, nas razglašala malo da ne za teroriste, mislim, da je bil tudi ta pojem uporabljen celo v naslova enkrat. In seveda, če bi to nek novinar, ok, ne, sej, to drugi novinari so pisali, ne, če se spomnite, takrat izhajala je neka revija Evropa, ki je bila celoti, ne, ironičen naslov, ampak ta revija je bila v celoti namenjena zaviranju osamosvojitve. Ampak so v glavnem pisali novinari, ok. No, Neven Borak pa ni bil novinar, ne, on je bil svetovalec predsednika republike, ne, Milana Kučana, zaposlen v njegovem uradu. In ko se je to razvedlo, najbolj se ni vedlo, kdo to je, pa se je to razvedlo, pa seveda to vplivalo negativno. Ne. Poleg tega bi on v teritorijalni obrambi, mislim, da na neki visoki rezervni poveljniški funkciji v Ljubljani. In tudi v času vojne je bilo tam veliko težav. Ne. So morali zamenjati poveljnika pokrajine in tako naprej, ker nekatere stvari niso tekle tako, kot bi morali, v se niso izvajali. Se je šele kasneje ugotovilo, zakaj. Ne. Takrat se niti ni vedlo. Ampak zanimivo je, no, da tako on, kot vsi tisti, ki jih najdete v tistem poglavju iz parlamenta, ki so nasprotovali slovenske osamosvojitvi, ne, od, ne vem, Franka Jurija do Jaše Zlobca in vsi ostali. Do zadnjega vsi so naredili sjajne karijere v državi, ki so jo skušali preprečiti, ne, na vsak način. Franko Juri, ki, mislim, da imate tudi ta zapis noter, ki je bil delegat v skupščini, ki je napisal v Delo članek takrat, ne bom prišel v Ljubljano in glasoval za samostojno Slovenijo, ker je to žalosten dan, raje bom gledal na odprto morje, ker sem za širino, ne pa za zapiranje v plotove. Ne. Ta je postal pol čez 2 leti veleposlanik te države v Španiji. In tako naprej. Neven Borak je postal direktor urada za varstvo konkurence, ki je omogočil veliko teh divjih privatizacij in tako naprej. Danes pa je svetovalec v Banki Slovenije. Ne. Verjetno akter te zadnje nadzorovane likvidacije Faktor banke in Probanke. Njegova žena je pa svetovalka zdaj tam, ker je bil on časih, ne, v uradu predsednika republike. Vse ta imena, ki jih najdete v tej knjigi, ki so tako izrazito, tudi agresivno nasprotovala slovenske osamosvojitvi, so bila za to nagrajena. Ne. Nihče nikogar ni nikoli poklical na odgovornost. Ne. Vsi so dobili nagrade, češ ravnali ste prav. Hvala, žalostno, tako slišno. Včasih me vprašajo, a imaš ti kaj proti Zveze združenih borcev? Pa pravim, ne, nič učinkovitega. Začel sem z njimi nekako parafrazo, pa bi tudi končal z njimi, ker verjamem, da bi lahko govorili še leta in leta. V tej knjigi boste prebrali tudi zanimiv odstavek, jaz ga bom po svoje citiral, namreč vzeti iz konteksta tega, kako se danes omalovažuje ne samo osamosvojitvene procese in s tem celotno slovenski narod, ampak tudi akterje teh procesov, velike in male, če hočete, za mene so vsi veliki. In kako se na drugi strani z neko strastjo, z neko strašno pomnogotereno silo, kateri fano drži ravno Zveza združenih borcev za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilne borbe, ki se, ta organizacija se neverjetno množi. Zdaj sem tam videl, da so uvedli tudi nek naziv pomočnik nosilca spomenice 41. Oni si kar, mislim, to je zanimivo, 20 000 jih je še, ki prejemajo privilegirane
dodatke, pokojnine in tako naprej in tako naprej. Ampak zastrašujoče pa nekaj drugega. Ob množici obeležitev dogodkov, manifestacij, ki so med drugim financirana iz proračuna, iz davkoplačevalskega denarja in katerim se v najbolj ekstremnih oblikah, tukaj mislim na mogoče nič krive, nič dolžne, pod narekovaji pevke in pevce partizanskega zamejskega pevskega zbora Pinko Tomažič in predvsem na manifestacije v Stožicah, ko se cela Evropa na YouTubeu čudi, kako lahko v suvereni državi se regenerira, rehabilitira komunizem z vso simboliko, z vso ikonografijo in celotni predstavniki državnega vrha stojijo in s solzami v očeh pojejo "E viva komunizmo e la libertà". Ne? Grozno. Je še bolj grozno to, da, in to bo zadnje vprašanje za oba, da na neki manifestaciji danskega leta 24. decembra, zborovanju ZZZB-ja, to se pravi Laba, na Tisju nek mlad, relativno mlad Vojščačič rjuje, kako so prišli časi spet, da bo treba množično pobijati. Tiste, ki imajo v srcu svobodo, mir, demokracijo, človekoljubje. To je grozljivo. Govorimo o Miti Klavori in njegovem govoru. To bi prav se dajal za komentar. To pa so hudo resne zadeve. To pa so hudo resne zadeve. Jaz sam nisem slišal tistega nastopa, ampak sem bil enkrat skupaj z Janezom Kocjančičem, ki je bil takrat šef naslednice komunistične partije. Smo imeli na kamniški televiziji nastop oziroma pogovor in je ena gospa klicala v oddajo in sem jaz takrat prvič javno slišal, mislim, da je bilo to leta 1993, ne? Je rekla, ko vas poslušam, vidim, da smo jih še premalo. Ne? Pa sem se kasneje zanimal, če je to gospod kdo mogoče kaj iskal, ker sled za telefonom bi se lahko brez težav našla, ne? Ampak takih, to se pri nas ne šteje za sovražni govor. To je matrika, to je po defaultu, bi rekli računalničarji. To na tem se nihče ne vpraša, no, vidite, da se sprašujem, ampak to je postalo normalno, ne? In mi živimo v narobe svetu. Če poslušamo take stvari, potem bi jaz rekel, da se neka zgodba pri nas preprosto ni zaključila. Ne? In narod, ki se ni odlepil od enih zadev, na katerih ne more temeljiti svoje trajnosti in svojega sožitja, nima velike prihodnosti. Ne? Jaz sem danes po poti razmišljal, kaj se je zgodilo. Glejte, mi smo pokazali takrat, pred 22 leti, ne samo moč in odločnost, smo pokazali tudi eno širino. Smo bili zelo inkluzivni, bi rekli, za našo govorico. In tisto, kar smo naredili za vse v tej državi. Ne? Za razliko od neke druge vojne in nekega drugega časa, ki je prinesel več svobode enim kot drugim. Ne? In te razlike se tudi v naši družbi ne zavedamo, kaj je pomenila oblast, ki se je utemeljila na kraji, prevari in umoru, kot je rekel Taras Kernmauer, pa še kdo drug za njim, in kaj pomeni temelj države, ki izhaja iz demokracije, iz spoštovanja dostojanstva vsakega človekovih pravic in tako naprej. Ne? Pri nas se je izgubil smisel za distinkcijo. In mi smo takrat, če bi se zelo na kratko izrazil, mi smo takrat gradili in enotili, ne, oziroma združevali. Ne. Kar se danes dogaja, je razgradnja in raznašanje, je uničevanje te države. To, kar se je zgodilo z banko Faktor in kako se je Probanka, ne,
in je stara, ta odločitev je stara en teden, pa nisem videl še nobenega vstajnika, in nam bodo vzeli milijardo in še nekaj milijonov iz žepov. Brez vprašanja, tako mirno so nas obvestili, da bo to koštalo toliko. In to sta dve zasebni banki, ki jih nikjer na svetu niso rešvali na tak način. Način, ki nagovarja k špekulativnemu vlaganju denarja tistih, ki ga imajo. Kar pogledajte, ko so delali na Švedskem ali na Cipru, je bilo drugače, pa so bili tam vlagatelji celo iz Rusije, ne tako malo in ne tako z majhnimi zneski. Lahko greste v Argentino pogledati, tako likvidirali banke, torej ne poznam primera, da bi likvidirali tako, in da bi to preprosto z nasmehom na obrazu zaračunali davkoplačevalcem, ker žep je samo ta, drugega ni. Denar od zunaj dobiti je pa zelo težko. Tako da jaz za konec bi rekel, kot rečem zmeraj, ne vidim boljšega izhodišča, boljšega temelja za to, da bi kdaj v tej državi v medsebojnem spoštovanju in zaupanju kaj naredili v javnem interesu. Ne vidim boljše podlage, kot so vrednote osamosvojitve. In če se bomo k njim vrnili in nam bodo vladali ljudje, ki bodo zvesti tem vrednotam in načelom, potem bo v Sloveniji spet drugače. Takrat smo dokazali, v 3 letih smo iz -8 gospodarske rasti prišli leta 1993 na +3 in to je trajalo 15 let. Danes se pa govori, 20 let se že to dogaja, kriva je osamosvojitev, kriva je demokracija in kriva je Evropa. Ne se pustiti, oprostite, nategniti. Jaz imamo čas zelo domače izraze, da se bolj razumemo. To je laž, to je propaganda. Ta vlada zdaj le noče reagirati, noče narediti tistega, kar je že obljubila, da bo naredila, čaka, da bo Bruselj pritisnil, da bodo lahko krivili zunanji pritisk, zunanji faktor za to, kar morajo narediti. Torej, jaz sem zelo vesel, da smo se danes srečali, da smo si kaj povedali in da bomo bolje razumeli, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kaj se bo še zgodilo. Hvala lepa. Še enkrat bom naglasil, govor Mitje Klavora je bil 24. decembra leta 2012. In s temi besedami, kot se ve. Pozivanje k množičnim pobojem. Vi so še hujšimi, ne? Besede so še hujše, jaz se samo... Ti si bil blag, ne? No, s svojimi besedami sem povedal. Ja, tega je veliko, ne? Tega je veliko in pri reakcijah na takšne izpade se uporablja dvojni vatli in dvojna merila, to je popolnoma jasno. In poteka ta spopad, ne, na nekih podobnih simbolnih in tudi dejanskih silnicah kot pred 22 leti. To je še vedno spopad med temeljno listino pa Malniško deklaracijo s tem, da so to druge razmere, ne. Nekateri pogoji so pač boljši, drugi so slabši. To poteka v razmerah neuspele tranzicije. Slovenija je tista članica Evropske unije, ker tranzicija iz neke nenormalne sfere ali pa iz nekega nenormalnega sistema v normalen sistem demokracije in tržnega gospodarstva ni uspela. Ne, da ni končana, ni uspela in bo pač to treba narediti. Zdaj vsi govorijo, da s pomočjo trojke, to se bojim, da je iluzija, ne? To bomo mi morali narediti, ne? Drugi to zagotovo ne bodo. Na simbolni ravni pa poteka pač ta spopad med simboli, ki so zaplapolali na Trgu Republike 26. oziroma 26. junija 1991 in med simboli, ki smo jih takrat spustili. Ne? Slovenija se je osamosvojila na simbolni ravni tako, da smo spustili Jugoslavo zastavo z rdečo zvezdo in dvignili zastavo z državnim grbom. Zdaj pa nekateri spet dvigajo nazaj tisto staro zastavo.
V soboto je bila proslava ob vrnitvi Primorske v matični domovini, to je državni praznik, ki ga je uvedla naša vlada leta 2005, ne. Komunisti ga prej nikoli niso, ker uporaba domovine je bila, rekel, omejena, ne. Še vsej domovine v pravem smislu. No in plakat na to državno proslavo je bil seveda rdeče barve, ne. Na njem je pisalo Primorska zavedno in potem je bila rdeča zvezda. Ne. Se pravi, Primorska zavedno rdeča. Za državni praznik. Zdaj, na Primorskem je zagotovo veliko ljudi, ki se tudi danes istovetijo z rdečo zvezdo in če pač organizirajo neke svoje proslave, ker v civilne družbe in tako naprej, v demokraciji je to pač dovoljeno. Hkrati je na Primorskem tudi veliko ljudi, ki se s tem pa ne istovetijo in ki so pod tem simbolom trpeli. Ali pa so izgubili starše, sorodnike, še vedno ne vejo, ki so pokopani, ne, in tako naprej. In zaradi tega sporočilo, ne, takšnega simbola ne more biti združevanje. So v nekateri slovenski mediji, potem v tej proslavi, kjer je bilo tudi ogromno, ne samo na plakatu, tudi drugače teh simbolov, pisali, iz Lipice je prišel poziv po združevanju, po enotnosti in tako naprej. To je parodija, ne. Simboli, ki lahko Slovence združijo, so tisti, ki so nastali takrat, ko smo bili kot narod združeni. No, in to so ti simboli. Ne. Zdaj, ta grb je lahko komu všečen, pa ne. Kdo misli, da je lahko boljši, lepši in tako naprej, ampak to je slovenski grb. Ne. To je uradni slovenski grb, simbol slovenske državnosti. In ko je na naši nacionalni zastavi, je to slovenska državna zastava. In v našo ustavo smo zapisali, da je himna Slovenije zdravljica. Prešernova zdravljica. Ne piše tam, da je to 7. kitica. Ne. To je kasneje Školč dal zakon, ki je protiustaven, dejansko protiustaven. In seveda 7. kitico Živene vsi narodi in tako naprej, ki je internacionalna, ne, internacionalni del zdravljice. Ne, lepo je želeti drugim vse dobro in tako naprej. Ampak najbolj moraš povedati, kot pravi Boris Pahor, kdo si ti, ki to želiš drugim. Najprej se moraš predstaviti. Se pravi, najmanj druga in 7. kitica bi morala biti v praktični izvedbi himne, lahko je pa tudi cela, se takrat, ko smo dvigali novo slovensko ustavo, se je izvajala cela zdravljica, pa se nikomor ni zdela predolga. Ne. Veliko držav na svetu ima še daljše himne in to pač nikogar ne moti. Ne. Tako da čestitke organizatorjem, ki ste danes tukaj na začetku, ne, predstavljali kitice zdravljice. To je bilo ravno toliko, to je bilo bolj zakonito, kot oziroma bolj ustavno, ne, kot pa izvedba samo ene kitice. Preberite si ustavo. Ne. Žal, naš napor, ki smo ga vložili pred leti, ko smo vložili zakon za to, da se stvar uredi na ustaven način, ni šel skozi, pa pač treba to kasneje narediti. No. Ampak takrat, ko bo ta zakon sprejet, ne, ko bomo imeli v naši himni zdravljico, tako kot je zamišljeno, pa tudi če v skrajšani obliki, ne, in takrat, ko na državno proslavo ne bomo vabili z totalitarnimi simboli, ampak z državnimi simboli, takrat bo jasno, da so tiste sanje, ki so prevevale Slovenijo v času osamosvajanja, dejansko tudi v praksi doživeli. To se bo enkrat zgodilo, ne, ker ti simboli preteklosti so simboli preteklosti. To niso simboli prihodnosti in seveda nikoli ne bodo in kadarkoli se, jaz mislim, da prihaja ta čas, ko se bo to stehtalo, ne, mogoče tudi na malo dramatičen način, tako kot je zdaj, pač ne more biti več. Takrat je jasno, kaj bo prevladalo. Samo eno mojo osebno izkušnjo in to s tem zaključim. Po tistem sestanku, o katerem sem prej govoril pri predsedniku Bučarju, o tem, kaj ravnati, kako ravnati zdaj, ko nas razorožujejo, smo sklenili, da nekateri ministri takoj prevzamemo
dolžnosti, z Igorjem smo šli vsak v svoj novi resor. Ne. Jaz sem se vrnil na sekretariat za obrambo, za ljudsko obrambo, ko se je takrat imenoval, iz katerega so me 10 let prej vrgli na cesto kot pripravnika, ne, ker sem napisal en članek o paradi. In tam sem našel 200-300 ljudi, prežetih z rdečo partijsko miselnostjo, ki so me verjetno še kakšen mesec prej obravnavali kot razrednega sovražnika, tudi intimno. In seveda, naslednji meseci so pokazali, da se ljudje lahko spremenijo. Jaz sem takrat prvi dan povedal, da zdaj ne gre za eno ali pa za drugo politiko, ampak gre enostavno za Slovenijo. Zmagala je koalicija Demos, v programu te koalicije Samostojna in suverena Slovenija. Mi smo tukaj zato, da to zavarujemo. Tisti, ki bo za to delal, bo delal za Slovenijo, ne bo delal ne za Demos, ne za eno ali pa drugo stranko, ampak za svojo domovino. In ne glede na to, kaj je prej počel, je dobrodošel. In 3/4 ljudi je delalo od takrat naprej normalno. Tudi v velikem delu ostale administracije smo takrat naleteli na nekaj podobnega. Ko je šlo za odločitev, ali si za Slovenijo, ali za Jugoslavijo, oziroma za Beograd, oziroma ali si za Majniško deklaracijo, za temeljno listino v praksi, se je veliko ljudi, ki Demosa niti niso volili, ne odločilo za ta program. Za Slovenijo so delali srcem. In še danes srečam koga, ki pride k meni pa prav, še zdaj jih poslušam zaradi tega. Njihovi jim tega nikoli niso oprostili. Ampak to ni poanta te zgodbe. Poanta te zgodbe je, da pač v tem spopadu nacionalnih in državnih simbolov na eni strani in na drugi strani simbolov totalitarne preteklosti, ti zadnji nimajo nobene možnosti, da zmagajo. Hvala lepa.